Gospod premijer, omenili ste sestanek z opozicijo pred marčevskim vrhom. Pa me zanima, kaj dejansko pričakujete od tega sestanka z opozicijo, glede na dejstvo, da ti sestanki ponavadi niso bili uspešni, ostali ste vsak na svojem bregu. Bi prihodnost Slovenije, vprašanje prihodnosti Slovenije lahko poenotilo koalicijo in opozicijo? Vi ste na koncu vprašanja že dali odgovor, ki bi ga sam želel slišati. Ja, želim si, da bi Slovenija kot družba prepoznala potrebo po nekem temeljnem nacionalnem soglasju, kje smo in kam želimo iti v prihodnje, katere so temeljne vrednote, na katerih želimo zgraditi našo družbo, kaj smo za to pripravljeni žrtvovati in kako bomo to storili, da te žrtve ne bodo na ramenih ljudi, ki so tako ali drugače deprivilegirani, socialno šibki ali manj vplivni in močni v družbi. Moj odgovor na to vprašanje je, da Slovenija potencial za to, da skupaj z najzahtevnejšimi in najbolj dinamičnimi ekonomijami in družbami v Evropi skupaj napreduje, seveda pa to od nje, ne nazadnje smo mlada država, stara 20 let, stori seveda celo vrsto strukturnih premikov, ki so bili morda zanemarjeni v 20 letih, ko je bilo tudi zaradi drugih stvari potrebno imeti pred očmi druge prioritete. No, prioriteta te vlade je, kot sem rekel večkrat, močno utrditi stebre konkurenčnosti in socialne povezanosti, se vpeti v prvi vlak evropskega razvoja in to bi si želel je nacionalno soglasje, ki ga tako ali drugače slovenska politika izreče in se zanj zavzame. Pred nami bodo težke odločitve, ne pričakujem, da bo opozicija podprla vladne rešitve, čeprav ne morem seveda in nočem skriti hvaležnosti, da je Slovenska ljudska stranka podprla pokojninsko reformo in mislim, da se ji bo to politično obrestovalo. Pokojninska reforma je ena od 6 benchmarkov. Pokojninska reforma je danes eno izmed temeljnih vprašanj, o katerem diskutiramo na neformalnih obedih, na kosilih ali večerih ob svetu. Španija je sprejela pokojninsko reformo, ki kot starostno upokojitev določa 67 let. So države, ki razmišljajo o tem, da bi sicer fakultativno imele upokojitveno starost pri 72 letih. Za določene poklice, kjer seveda lahko spričo demografskih sprememb, gre za profesorje, raziskovalce, zdravnike in tako naprej, ti lahko seveda, če tako želijo, svojo delovno dobo tudi podaljšajo. Mimogrede, v Sloveniji imate nekaj zelo uglednih ljudi, ki so že presegli starost 70 let, opravljajo svoje delo naprej, so zelo ugledni in zdaj imam v mislih enega od v svetu najbolj priznanih zdravnikov. Če bi moral izbirati, kdo naj, če bi smel ali moral izbirati, kdo naj opravi tako zahtevno operacijo, kot so operacije, ki jih opravlja gospod, ki je star 72 let, bi izbral njega kljub njegovi starosti. Prav zaradi izkušenj in izjemnega znanja, ki ga ima. Tako da, vidite, stvari se spreminjajo in mi moramo samo vedeti, da so te spremembe zdaj zelo hitro in zelo globoke. Tako da upam, vedno se mi je zdelo, da Slovenci, kakorkoli že smo malenkostni, to je nekako naša značajska lastnost. Smo hkrati velikopotezni, ko gre zares za velike reči. Doslej smo vedno bili in smo se znašli na pravi strani sedanjosti in prihodnosti. In upam, da bo tako tudi pri pokojninski reformi, pri zdravstveni reformi, pri reformi trga dela, pri ukrepih za večjo konkurenčnost, tudi zato, ker je vlada toliko investirala in bo še v socialno povezanost. Torej, zato imam nekaj upanja,
da bi, tako kot je prvi sestanek, jaz ga ne bi podcenjeval, ne zamešajte sestanka z arhivi, kjer smo ostali na različnih bregovih. Na sestanku, kjer smo tudi ob navzočnosti predsednika republike diskutirali to, kar sem jaz takrat ocenil kot verjeten proces sprememb znotraj Evropske unije. Takrat je to vplivalo na poglede verjetno marsikoga, kako hitro je potrebno sprejemati ukrepe za to, da ne bi zamudili tega vlaka. In enako si želim, da bi to storili v marcu, ko in če se bomo sestali. Jaz bom prav gotovo v februarju in marcu, to sem rekel tudi ministru, drugim ministrom, ministricam, zelo obremenjen, vendar pa vam moram reči, da kolikor je to delo, ki ga upravljam, težko, je tudi lepo, ker je ustvarjalno in ker mi nudi priložnost, da skupaj z drugimi ljudmi, pravzaprav na vrhuncu moje ustvarjalnosti osebno, lahko dam z enimi premišljenimi, preudarnimi odločitvami en nov zagon slovenski družbi. Morda se to danes ne kaže tako. Toda mislim, da prej ali slej to delo mora obroditi sadove, ker je opravljeno v dobri veri in v skupno dobro naših ljudi. In sem prepričan, da tako ali drugače naše delo ne bo zaman.